Dolžina je pomembna. Trenutno mariborska letališka pista meri 2500 metrov. Vlada je sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za letališče Edvarda Rusjana Maribor in sedaj se bo steza podaljšala za 800 metrov. V okviru državnega prostorskega načrta za mariborsko letališče je načrtovana širitev območja obstoječega letališča v skladu z razvojnimi dokumenti in usmeritvami države, lokalne skupnosti ter nosilcev urejanja prostora v najširšem pomenu načrtovanja. Bistveno je podaljšanje steze ravno za uresničitev tega strateškega načrta, namreč direktnih poletov do oddaljenejših destinacij z referenčnim letalom, kot je na primer Airbus 330. Saj vemo, da pač štartamo na azijske potnike, ki bi jih nekako vozili skozi Maribor v Evropo. Prioritetna naloga je torej podaljšanje steze, v nadaljevanju z razvojem prometa pa so načrtovana tudi vlaganja v ostale objekte. Nov terminal, parkirne kapacitete, servisne, hangarske kapacitete, skratka vse za to, da se nekje dosežejo ti cilji. Je pa v državnem prostorskem načrtu nekje navedeno, da se štarta na 1 milijon potnikov in 50 000 ton tovornega prometa. Potrditve, da je vlada Republike Slovenije spoznala pomembnost mariborskega letališča in s tem tudi njegove vloge, so zadovoljni tudi na mariborski občini. Gre za izjemno pomembno strateško potezo, ki bo sigurno vplivala na razvoj mariborskega letališča, pa razvoj mesta Maribora, okoliških mest in tudi celotne regije. Tudi zato to pomeni priznanje mariborskega letališča strani vlade Republike Slovenije in pomembnost njegove vloge tudi v prihodnje. Čeprav so v bližini letališča tudi ceste, podaljšanje letališke steze na njihov potek ne bo vplivalo. Vsako letališče išče svoje tržne niše. Vemo, da je v okolici precej drugih letališč in neposredno s takšno strategijo se ne ukvarja nihče. Prav tukaj mariborsko letališče vidi priložnost, za kar pa bo potrebna uresničitev investicijskih načrtov.